Živjo in lep pozdrav. Sem Manca Razboršek, Life in Soul Coachinja in v tem videu tebi predstavljam tebe, junaka oziroma junakinjo tvojega življenja. Namreč že kar nekaj let je, kar delujem po modelu monomita oziroma junakovega potovanja. In to je model, po katerem delujejo vse zgodbe tega sveta. V bistvu tudi osebna rast kot taka in pa naše učenje življenjskih lekcij vse sledi tej strukturi. In ker smo v obdobju, ko se veliko dogaja, ko se menjajo cikli, ko se spreminjajo situacije, je kar dobro, če poznate faze tega potovanja. Namreč zavedanje oziroma poznavanje teh faz je meni osebno izjemno pomagalo, ko sem se soočila s svojimi temnimi votlinami. In še posebej zdaj, ko se čedalje več govori o tako imenovanem shadow work, to je delom na sebi, v tistem delu nas samih, ki ni glih prijeten, verjamem, da bo poznavanje teh faz v junakovem potovanju pomagalo tudi vam, ko boste odkrivali svoje notranje svetove. In kaj sploh je junakovo potovanje? Ameriški raziskovalec mitov in pa literature Joseph Campbell je zbiral in pa preučeval zgodbe z vseh koncev sveta in postavil hipotezo, da imajo vse zgodbe o junakih, tudi če so nastale v zelo različnih kulturah in pa časovnih obdobjih, v osnovi enako strukturo. In to je opisal tudi v svoji knjigi z naslovom Junak s 1000 obrazi in vsem zgodbam je skupno v bistvu univerzalna struktura in to strukturo je poimenoval junakovo potovanje. Če povem na kratko, se vsaka zgodba začne z junakom, ki sprejme klic k potovanju iz znanega v neznani svet. In na tem potovanju se sooči z različnimi testi in nalogami, za kar včasih dobi nadnaravno pomoč. In vedno ga nekje čaka ena velika pošast, ki jo mora premagati, potem pa dobi veliko darilo in blagoslov. In potem se vrača v običajni svet. Ampak na tej poti domov se sooči z novimi preizkušnjami in šele ko jih premaga, prejme darilo, ki mu omogoči, da izboljša svet, v katerega se vrne. En tak zelo tipičen primer junakovega potovanja je zgodba Gospodar prstanov. V vašem življenju pa ste seveda vi junak oziroma junakinja. Zato bomo pogledali to zgodbo lepo po fazah. In še ena stvar. Ko bom opisovala posamezne faze, vas povabim, da ob tem razmišljate o svojem življenju, o svojih lekcijah, o tem, kje, v kateri fazi ste se že znašli in seveda, kje se trenutno nahajate. Probajte sestaviti svoje zgodbe in katere faze so bile prisotne. Zdaj pa poglejmo junakovo potovanje. Začnemo pri junaku doma, tam v njegovem običajnem svetu, kjer živi običajno, normalno življenje. Potem se zgodi nekaj, lahko je konflikt, lahko je težava ali pa grožnja, ki prihaja od zunaj. Nekaj, kar pač zmoti običajni svet. In za rešitev tega, da se to razreši, se mora junak podati na potovanje in poiskati rešitev, ki bo razrešila konflikt ali pa pač odpravila težavo. In v tej fazi mora sprejeti odločitev, da zapusti znani svet in se poda v neznano. In seveda se pojavijo dvomi, strah in odpor, ker je to potovanje ven iz znanega sveta in je zato tvegano in nevarno. In tukaj se znajdemo vsi, ko se soočimo v svojem življenju z neko težavo. In lahko jo toleriramo do določene faze, ampak potem se pa pojavi nekaj, zaradi česar moramo to razrešiti. In tudi mi začutimo znotraj sebe klic, to bo treba razrešiti, to bo treba najti nek drugačen način, nekaj, kar ni običajno, nekaj, kar do zdaj še nismo probali, ker če bi delovali, potem bi že razrešili težavo. In potem gremo v naslednjo fazo, kjer moramo premagati strah pred neznanim, se posloviti od znanega sveta, zapustiti to, čemu rečemo cona udobja. In na tej točki lahko zavrnemo klic, junak lahko zavrne klic,
ampak na koncu vedno odide, ker spozna, da je na tehtnici nekaj bolj pomembnega in da je to v bistvu edina rešitev. In s tem že stopi v drugi del potovanja, ki se imenuje iniciacija oziroma glavna preizkušnja. In ko se odloči, ko sprejme to odločitev, ko se poda na pot, takrat sreča mentorja oziroma pomočnika, ki bo tega junaka spremljal na tej poti, podpiral junaka, stal ob strani in mu zato tudi preda znanje, orodja in pa tehnike, ki jih bo potreboval na poti. Se pravi, v primeru osebne rasti je to, da poiščemo kovča, svetovalca, terapevta, delavnico, knjigo. In s pomočjo tega, s pomočjo mentorja, vse to temu rečemo v tej zgodbi mentor, je junak pripravljen, da prečka točko brez vrnitve in vstopi v tako imenovani poseben svet oziroma drugačen svet. To je svet nezavednega, to je mitološki svet in tukaj na tem mestu je kar v bistvu na mestu tisti rek, da je za uspeh potrebno požgati ladje. Tukaj se porušijo mostovi, ki omogočajo vrnitev. In na področju osebne rasti to pomeni, da se udeležimo delavnice, da začnemo delo z mentorjem, da plačamo nekaj, in da se podamo na to potovanje preko te točke brez vrnitve. V nadaljevanju nato junak sreča zaveznike in sovražnike, ki preizkušajo njegovo moč, preizkušajo njegovo znanje in prek tega tudi spoznava značilnosti tega neznanega, posebnega sveta. Tukaj spozna svoje šibkosti, ki jih mora utrditi za naprej, pridobiva izkušnje skozi preizkušnje in se uči uporabljati orodja in pa tehnike, ki jih je prejel od mentorja. In to je faza iniciacije in pa priprav na glavno preizkušnjo. In ko pridemo do glavne preizkušnje, to je tista najgloblja jama, tam, kjer živi pošast, to je najbolj napet del zgodbe in tukaj se junak znajde pred demoni, pred pošastmi, pred zmaji, ki čuvajo nek sveti gral oziroma glavno nagrado, ali pa rešitev, do katere se mora junak prebiti. In če govorimo o osebni rasti, je to glavni vzrok. To je lahko travma iz otroštva ali pa prepričanje, ki ga je treba spremeniti. Mogoče je to čustvo, ki ga je potrebno osvoboditi in transformirati. In tukaj naredi glavni junak še zadnji vdih in izdih, preden se poda v boj oziroma preizkušnjo. In tukaj gre za življenje in smrt in je naporno. In to je tisto, pred čemer so svarili vsi strahovi in pa vsi dvomi. Ampak, če so bili koraki pred tem temeljiti, če je mentor naredil svojo nalogo, če so vsi tisti podporniki oziroma prijatelji naredili svojo nalogo, če je bila knjiga prebrana, če je bila delavnica uspešno izvedena, potem junak premaga pošast in pride do nagrade. In nagrada je lahko karkoli, lahko je to, v zgodbah je to sveti gral, eliksir življenja, v realnem življenju pa spoznanje nečesa ali pridobitev rešitve. In to je tudi tisti trenutek v zgodbi, ko si vsi oddahnemo, ker je glavni boj že za nami. Junak je premagal strahove, se naučil marsikaj novega in presegel samega sebe, seveda preživel in dobil nagrado. Ampak to je tudi točka, ko se običajno izkaže, da je nekje še ena pošast ali pa da je potreben še en košček sestavljanke, da mora junak še enkrat v boj ali pa še, po podstavek za sveti gral. V glavnem še en test, še en boj. To je tako kot ena taka potrditev, kot ena dodatna okrepitev, ki zahteva še zadnje atome moči, ki bojo potrdili, da je junak res osvojil vsa znanja in postal vreden te nagrade. Hkrati pa v bistvu ta zadnji boj junaka potem požene ven iz tega posebnega sveta, nazaj domov, ker mu je
v bistvu ta prej neznani svet postal znan in mogoče rab koga, ki ga prisili, da se vrne domov, da ne ostane v tem posebnem svetu. Tukaj spet pride na vrsto mentor, tukaj spet v bistvu pride nekdo, ki mu da še zadnjo popotnico, kako zdaj to uporabljati za rešitev težave. Na področju osebne rasti pa je to tisti del integracije, ko je treba v življenju določene stvari preizkusiti, testirati, videti, a vse to, kar smo se naučili, spremenili, tudi deluje. In ko se vrnemo domov, oziroma ko se junak vrne domov s svetim gralom, z rešitvijo, z novimi znanji, to omogoči razrešitev, zaradi katere se je sploh podal na potovanje. Ampak ta junak ni več ista oseba, kot je bil na začetku poti. Okrepil se je, se razvil, opolnomočil in zdaj ne more več živeti na enak način. In ni nujno, da se bo lahko vrnil v svoje staro življenje, kjer ve, zna in pa zmore stvari, ki jih njegovo domače okolje ne razume in pa včasih tudi ne podpira. In po vsakem pravem potovanju se junak vrne drugačen. Zdaj je za njim izkušnja, ki ga je spremenila in zdaj mora najti način, kako bo s tem zavedanjem živel naprej. Vsaj seveda, dokler ga ne pokliče naslednja dogodivščina. In skozi te faze gre vsak, ki se poda na pot osebne rasti in razvoja. Ta poznani, običajni svet je naš zavestni Naše potovanje pa se odvija skozi ta posebni svet, ki mu rečemo nezavedno. In v tem nezavednem se srečamo in s svojimi sencami, z nepredelanimi čustvi, s travmami preteklosti, z bolečinami, omejujočimi prepričanji in še marsičem, čemur lahko rečemo notranji demoni in pošasti. In mentor, pomočniki so lahko knjige, so lahko delavnice, so lahko YouTube videi ali pa pravi mentor, coach, terapevt. Ampak tako kot v vsakem junakovem potovanju ste vi tisti, ki mora stopiti v tisto votlino in premakati pošast. In z nobenega potovanja se ne vrnete enaki, kot ste se vanga podali. In normalno je, da imate lahko težave pri vklapljanju nazaj v svet, ki se ni spremenil medtem, ko ste bili vi na svojem notranjem potovanju. Imejte to potovanje v mislih, ko se podajate na pot raziskovanja sebe. In če iščete mentorja po poteh vašega nezavednega, lahko pokukate na mojo spletno stran manca.si ali pa poiščete mentorja, ki vam odgovarja. Če pa bi radi še kakšen tak video, dajte všečkati tegale, pokomentirajte spodaj, napišite, katere faze potovanja ste prepoznali pri sebi in kje se vam zatika. Čist za konec pa še, kako je videti tisti del potovanja po boju, ko že misliš, da si pošast premagal, pa te glavno šele čaka. In bodite pozorni na nagrado, ki se pokaže, na vstajenje in pot nazaj domov. Lepo se imejte in se vidimo, ko se zagledamo. Čau, čau. Too far. From the lowest dungeon to the highest peak, I fought him, the Balrog of Morgoth. Until at last
last I threw down my enemy and smote his ruin upon the mountainside. Darkness took me, and I strayed out of thought and time. Stars wheeled overhead, and every day was as long as the life age of the earth. But it was not the end. I felt life in me again. I've been sent back until my task is done. I am Gandalf the White. And I come back to you now. At the turn of the tide,